Dober dan želim. Imamo eno lepo, čudovito jutro v Novem mestu in še lepše zato, ker smo včeraj zvečer, nekateri ste bili z nami, nekateri ne, prvič podelili nagrado Maruše Krese, sicer pa ne prvič kratkoprozno nagrado festivala Novo mesto Šort in prejela jo je Ajda Bračič. Ajda, dobro jutro ali dober dan. Dobro jutro. Zdaj, da smo zdaj že malce poklepetali in rekla si, rojena v Medvodah, živiš v Ljubljani, danes zjutraj si šla pa na sprehod po Novem mestu. Vsakič vprašam jutro po oziroma dopoldan po, kakšno je tvoje? Po včerajšnjem, seveda, adrenalinskem šoku, po na nek način tudi. Odlično, mislim, res dober občutek. Pa tudi Novo mesto je ful lepo mesto. Jaz mislim, da nisem tukaj preživela prej več kot 2 uri skupaj. Tako da sem zdaj kar navdušena in se bom vračala verjetno. Naredila sem ta sprehod po Župančičevem sprehajališču pa gor do cerkve. In ne samo, da je mesto lepo, ampak tudi ful lepo živi zdaj na sobotno dopoldne, ogromno ljudi zunaj. Tako da ja, lepo. Ja, sobote so posebne tudi v Novem mestu. Včasih se zgodi, da je tudi mesto duhovno zvečer, ampak razen v Ljubljani verjetno to podobno v slovenskih mestih. No, 20 zgodb o zbirki Leteči ljudje. Take zmuzljive so, ko sem prebirala vse 4 nominirance oziroma 3 nominiranke in nominiranca, kot sem že včeraj rekla, vedno iščem neke skupne imenovalce. Ko se pa zjutraj pripravljam za tistega, ki je dobil nagrado ali dobila nagrado v tvojem primeru, pa skušam najti mogoče neko skupno rdečo nit zgodbam, ki jih pač predstavljamo. In moram reči, Ajda, da pri tebi ni tako lahko najti, ne? So zelo raznorodne, ampak na začetku bi začela z eno, niti ni igra, če ravno tudi malo je, s katero se tudi ti igraš v svojih zgodbah o odnehanju. Pa bi te vprašala, če bi bila drevo, bi bila kaj? Ja, v zgodbi je macesen, se mi zdi. Ja. Jaz pa javor. Če bi bila letni čas, bi bila kaj? Poletje. Brez dvoma, ne? Če bi bila predmet, bi bila? Ne vem, ampak zdaj prva stvar, ki mi je padla na pamet, je bila šivanka iz nekega razloga, ampak nimam pojma zakaj, ker ne vem, zašit znam tako čist malo. Kaj pa, če bi bila jezik? Slovenščina. No in slovenščina je nekaj, s čimer pravzaprav zelo lepo ravnaš očitno, prepoznano tudi s kritiškim sitom, pa še glede na to, da je to tvoj kratkoprozni prvenec takoj nagrajen na take načine. Kakšen je bil včeraj tisti trenutek? Vem, da si bila presenečena, ker sem te videla, da si bila res presenečena. Kaj ti gre skozi misli takrat, ne? Ob nastajanju take zbirke vemo, da daš veliko sebe, da ne govorimo o času, o minutah, urah, ki jih presediš. Kaj je bila prva misel, ki je zletela skozi tvoje, bom rekla, možganske sive celice v tistem trenutku? Ja, mislim, sploh glede na to, da je to prvenec, je pač to ogromna potrditev. Mislim, tako, že za vsako knjigo v bistvu dobiti recimo 3 nominacije, 2 nagradi, je veliko. Ampak glede na to, da je to pač prvenec, se mi pa zdi, da je res, mislim, ne vem, nekako je knjiga tako lepo zaživela, kot si nisem nikoli predstavljala, da bo. Meni je bilo takrat, ko sva se z urednico Veroniko Šoster pač dogovorili, da bo knjiga izšla, že to je ena taka velika zmaga v resnici, ker je dolg časa trajalo, da sem prišla do prvenca. In to, da pa zdaj je tako toplo sprejeta, da se jo tudi bere, da bo zdaj ponatisnjena, mislim, to si lahko po mojem vsak sam želi, no, tako da res sem vesela za knjigo in me veseli, da je ljudem všeč. Prej si mi rekla, da je imela knjiga eno tako pravzaprav srečno vlogo v času, v katerem je nastajala, oziroma imela je na nek način si imela ti in knjiga sta imeli srečo, da je sploh nastala. Bila je korona, imela si redno zaposlitev, to se pravi, bilo je poskrbljeno zate v smislu eksistence in prosto pisanje. Je bilo prosto
ali je vendarle, na kakšen način si ustvarjala te zgodbe? Ne? Zgodbe so zelo večplastne, nekaj jih bomo potem tudi prebrali, se jih dotaknili tudi skozi pač branje. In namreč pomislila sem včeraj, ko je Mojca Komrdejeva rekla, ne, da je morala od kakšne zgodbe tudi stran, da se je zgodba zaključila, da jo je morala odložiti, da se je na nek način lahko, da jo lahko nadaljevala. Kako gre pri tvojih zgodbah? Vnaprej veš, recimo, kaj se bo zgodilo z junakom, junakinjo? Ja, ponavadi, kar vem, mislim tako, se mi zdi, da je ta začetni del, ko v bistvu še človek ne piše, mislim, ko ne sedi za tipkovnico, je kar dolg. Pol pa, ali pa včasih pa tudi tako pač ideja, kar pride, no. Potem to sam akt pisanja pa v bistvu ni tako dolg, no, vsaj pri meni. Enkrat, ko imam pač neko zamisel, jo pol dosti hitro izvedem. Takrat, no, ko je pač ta knjiga nastajala, je bilo res nek splet naključij, da je bilo res, da sem imela skoraj da optimalne pogoje za pisanje. Itak v času korone ni bilo, nismo smeli nikamor iti, ne. Svoje delo sem pač upravljala od doma, dopoldansko, bila za njega plačana in potem popoldnevi so bili pa pač prazni in ni bilo drugega za delati kot pisati pa brati, kar je super, tako da ne vem, mogoče zdaj čakam na naslednjo priložnost za eno tako meniško življenje, da bom napisala. Ampak to ne vključuje korona, lepo prosim. Ne, absolutno ne, ta del ne. Skratka, 3 zgodbe o odnehanju, očitno je, da ni odnehala, pisala pa je zgodbe o tem in takole gre ena od njih, prva. Če bi bil drevo, bi bil najraje macesen. Tukaj ni nobene rastline, desetine kilometrov naokrog ni ničesar. Nekaj časa je upal, da bo morda srečal zablodelo čredo karibujev, a tu ni nikogar. Karibuji so v tem letnem času južneje, iz njihovih toplih gobcev puhti vroča sapa, ko strgajo lišaje z debel. Mikael se za hip ustavi in pripre oči v ostri veter. Če bi bil jezik, bi bil najraje finščina, s poklajočimi k-ji, čez kateri skakljajo dolgi samoglasniki kot uren potok čez prudnike v strugi. Moral bi ostati pri koči, v nosnice mu udari dimast vonj ribe, vidi Joano, kako v lonec, iz katerega vzhaja para, polaga sušeno trsko. Obzorja ni videti, zgoraj in spodaj sta se spojila v raztrgano belino. Mikael se ozre. Sneg je že zabrisal njegove sledi, komaj še nekaj metrov za njim je razločiti vdolbine, ki so jih pred nekaj trenutki napravili njegovi koraki. Če nadaljuje pot, skoraj zagotovo ne bo več našel nazaj do koče. Veter dviguje sneg stav in ga meša s padajočim in skupaj padata znova in se znova dvigujeta. Če bi bil ples, bi bil valček, miren in enoličen, kot pluskanje valov ob obalo. In nekoliko vase zaverovan, to je treba priznati. Če bi bil predmet, bi bil prav rad termometer. Skrbno bi čuval svoje živo srebrno srce in ne bi pustil, da se vznemiri. To je ena od zgodb, ki je tudi stilsko spet malce drugačna od drugih, ne, tudi slogovno se kar igraš. Vmes imaš recimo zgodbo o deklici, o ženski z modro jopico, kjer pravzaprav pišeš samo maile in to telekomunikacijski inštituciji, če lahko tako rečem, in seveda, kjer ta, ki piše, ni izbrana za delo, skratka, zelo različni slogi, ampak nekaj drugega. Tu napiše in pusti, da se srce vznemiri. Kako zelo pomembno je, da te vznemirja svet, v katerem si, da lahko nastajajo zgodbe, kot so zgodbe o brezdomcih, skozi daljnogled je naslov, o 2 brezdomcih. Eden od njiju piše dnevnik, ona piše dnevnik, on o tem govori, ko je ni več. O tem, kako dvojčka gresta v gore in se preseka njuno življenje na pol, tudi fizično. O tem, da kako poskrbeti za kako snaha skrbi za mamo, oziroma za taščo v tem primeru, ne, ki odhaja in tako naprej. Skratka, nimaš ene generacije, nimaš enega prostora, zdaj smo slišali tudi druga imena iz drugih prostorov, ne, geografsko, fizično. Kako zelo si moraš dovoliti, da si subtilna, si senzibilna, da se tvoje srce vznemirja, če lahko tako rečem, da nastaja to, kar nastaja v tvojih zgodbah?
To so neki fragmenti, pač drobci, ki jih pobiram tukaj pa tam, stvari, ki se pač mene ja, na nek način dotaknejo ali pa si jih zapomnim. To niso nujno samo moje zgodbe, ki so se mi zgodile, ampak tudi stvari, ki sem jih slišala, ki se pol na koncu sprimejo v ene take kosme. In mislim, moje mnenje je, ali pa princip, ki ga imam pri pisanju, ki je mogoče drugačno od mogoče principa koga drugega, je to, da je mene zelo zanima forma, ta konstrukcija zgodbe in v bistvu ponavadi si zastavim, da bo format takšen pa takšen, s tem, da približno že malo razmišljam o tem, kakšna vsebina bi v ta kalup lahko padla. Ampak potem te teme, recimo, ki se izpostavljajo, ki se naslavljajo, ki so pač danes recimo aktualne teme, se mi pa zdi, da jih mogoče ni treba eksplicitno se jih dotikati, ampak da same naselijo te formate, zaradi tega, ker so pač stvari, ki se meni dogajajo, so stvari, o katerih razmišljam, o katerih vsi razmišljajo in se enostavno se jim ne moreš izogniti, ne. Se pravi, ko napolniš zgodbo z vsebino, naravno pride do tega, da se izpostavijo kritične, nevralgične točke današnje družbe, se mi zdi, no. Ja. Ampak ti delaš to na to en tak senzibilen način, ne? Nekaj je angažirana literatura, ki glasno opozarja na določene, ne vem, tudi travme, ne? Tvoji protagonisti pogosto doživljajo določene travme oziroma kaj se, kako ti je Mojca včeraj zanimivo rekla, ne? Kaj se zgodi s človekom po tem, ko se mu nekaj zgodi, ko se mu nekaj zgodi, kar ga je spremenilo, kako potem naprej živeti. Tvoji junaki odidejo nekateri v nebo, nekateri odidejo še globlje vase. Zanima me ta razlika, recimo, ves čas sem razmišljala, ko sem pač ugotovila, da si tudi arhitektka, in včeraj so govorili o tej vertikali, Miklavž je lepo potem govoril o aksis mudiju, ne, na nek način, navzgor in navzdol. Te pisanje dviga ali so trenutki, ko te mora tudi spustiti navzdol, pravzaprav, da greš v lastno mogoče travmo, lastno neko bolečino, da se izvije nekaj, ker te zgodbe niso na prvo žogo, ne? Te zgodbe so vendarle tako večplastne, da če tudi se dogaja nekaj, je tam zadaj še nekaj, ker je morda še pomembnejše, kot recimo, ne vem, smrt nekega odnosa, čeprav govorimo o zasuti deklici v potresu in tako naprej. Ja, rekla bi, da vsak, ki piše, je pač tista oseba, ki piše, no. In je neizogibno, da en del sebe pač pustiš v tem, če ne drugega si ti tisti, ki pač pritiska na tipke, izbira točno tiste besede in točno tiste besede so pač tam zato, ker jih ti kot pisec uporabljaš, ker zate nekaj pomenijo, ne. Tako da jaz mislim, da vsako pisanje je pač zelo integrirana ta življenjska zgodba, spomini, občutki pisca. Tako da tudi, če to niso eksplicitne zadeve ali pa recimo moji spomini ali pa kakorkoli, nekje znotraj se na primer pač pojavi zagotovo ena podoba, ki sem jo jaz videla, ali pa neka stvar, ki je pač meni, način, kako jaz doživljam, ne vem, kako se dviga sapa Karibujev, ne, verjetno sem to nekje videla, pa si tako pač predstavljam in računam v tej komunikaciji, da bom s tem naletela na neko stično točko z bralcem, zato ker je mogoče tudi on to videl ali pa ona to videla in da bova skupaj pa lahko si predstavljala to sapo Karibujev, no. Se moraš fizično premikati na te prostore, ki jih opisuješ, ne? Pač prej smo slišali, ne, imena finščine verjetno. Soledad, bom zdaj prebrala kratko, res kratko zgodbo, nekatere zgodbe med kratkimi zgodbami Ajdenimi so res kratke. Imaš ta občutek, da lahko boljše zapišeš zgodbo, če si na tistem prostoru, kjer se dogaja, ali je dovolj, da v glavi odhajaš tja? Mislim, Soledad se dogaja v Gvatemali, tam nisem bila. Tako da včasih so to tudi ti vzvodi, na katere računam, da so enako avtentični v resnici,
neke posredovane informacije ali pa posredovane izkušnje. Mogoče, če bi pisala nekaj daljšega, recimo, kar je zelo vezano na prostor, da bi bilo lažje, če se pač nekaj časa pol nahajaš v tem prostoru. Ampak ne, zdaj računam se pravim na to posredovano izkušnjo. No. V intervjuju za RTV Slovenija, mislim, da si z Igorjem Deklevo govorila o tem, te je lepo vprašal, kako se vživljati v vse te like, ker jim zelo lepo zlezeš pod kožo. Ne? Jaz osebno, ko berem, začnem navijati za like. Takrat vem, da lik funkcionira, ker navijam zanj, ker bi bila mogoče namesto njega v eni ali lepi situaciji ali pa razmišljam, kaj bi jaz naredila v njegovi situaciji. Jaz zase kot bralka takrat vem, da me je lik našel, da se me je dotaknil, da sva se stkala. In ti tukaj imaš pa tako različne protagoniste. Ne? Nekaj je posredovana informacija, nekaj je pa, da vstopaš v čevlje občuti. Kako pa to narediš? Moram priznati, da o tem vprašanju sem še razmišljala, pa odgovora na Dekleve, zato ker se mi zdi, da nisem čist v celoti odgovorila. Ali pa, no, ne vem. Zazdelo se mi je, da mogoče niti ni, mogoče pa včasih niti ni nujno, da se oživljamo kot pisci, ali pa da je v bistvu, mislim, to je ena igra, ki se jo igramo v resnici avtorji in bralci, kjer računamo na to, da bo bralec verjel to, kar bere, ampak v resnici bralec itak ve, da je to nekdo si izmislil. Mislim, da na naslovnici piše če ravno pozabiš vmes, veš? Ja, ko te beremo. No, skratka, zdi se mi, da mogoče pretiravamo včasih s tem, kako bi bilo treba nekomu zlesti pod kožo in narediti lik verjeten in ne vem, kakorkoli. V resnici pač vemo, en del nas se zaveda, da je to fikcija, a ne, kar je tudi čist prav. In zaradi tega mogoče se navezujemo pol na like drugače, kot bi se na realne ljudi, kar je tudi čist prav v resnici. No. Ampak sicer pa mislim, da je to pač izvedljivo, zato ker vedno, kadar pač pišeš nek lik, se mi zdi, ali pa bereš, gre za eno podosebo tebe, se pravi neko subpersono, ki nekje verjetno obstaja, en del. Tako da mislim, da vedno pač posreduješ en ta, ne vem, zakrnel ostanek mogoče neke osebnosti, ki bi se lahko razvila, pa se ni, ali pa tako v tem smislu. Mnogotero identitet, ne, ki jih živimo na nek način. No, ampak nekaterim likom daješ imena, drugim ne, oziroma protagonistom. In včeraj smo se pogovarjali o tem spuščanju likov. Na mene to mi je vedno fascinantno vprašanje, ne? Ko ne vem, nekdo, ki piše roman, živi z likom 2-3 leta. Malce vem, kako te lik začne nagovarjati. Ne? Nisi samo ti tisti, ki ga vodiš, ampak v enem trenutku začne on zna lepo voditi tebe. In če mu daš ime, ga teže spustiš? V bistvu to, da ni imen, občasno je bilo v želji tega, da bi mogoče liki izpadli bolj univerzalno, nekako kot neki sleherniki, in da bi bralci, pa tudi jaz, v bistvu lažje vstopili. Tako da jaz mislim, da je mogoče teže spustiti, kadar nima imena, zato ker je to bližji tebi. Mislim, jaz zase nimam imena Ajda, ampak jaz imam zase ime Jaz. Ne? Tako da pač se mi zdi, da je to tudi to, kar sem nekako hotela mogoče v enih teh zgodbah pokazati, da kadar je prvoosebni pripovedovalec, si to ponavadi ti, mislim ti, res ti, ki bereš. Soledad. Da drevo kakavca prvič obrodi, traja približno 7 let. Takrat na njegovih vejah v drobnih grozdih zrastejo jagode, ki so najprej zelene, potem pa rdeče barve. Trik je v tem, da nabereš najbolj rdeče, takšne, ki so zrele tudi pri peclju. V veliki košari so videti lepe, kot dragulji, in ko mednjem potopiš dlani, je občutek zelo prijeten. Abuelita pravi, da kakavovec včasih zraste zelo visoko. Pravi, da je nekoč neki kavovec zrasel tako visoko, da so lahko s prijatelji splezali nanj in se je videlo do San Augustina. Jaz še nikoli nisem bila v San Augustinu, ampak bi rada šla. Rada bi tudi splezala na kavovec in gledala samo od daleč, če ne bi šlo drugače. Zvečer posedemo na nizko blazino sredi sobe in jemo riž in fižol. Esteban in Natalijo sta od nekod privlekla preluknjeno nogometno žogo in z njo obmetavata kokoši. Abuelita pravi, da bo šla zato v pekel in potem se Natalijo spet začne cmeriti.
Obrišemo nos in greva za hišo, medtem ko vražji Esteban nameri žogo v Abelito. Sežem v žep. Natalija pozabi na jok in v napetem pričakovanju gleda mojo pest, ko pa jo razprem in se v njej zasveti rdeča jagoda kavovca, je vidno razočaran. Vseeno nekako skopljeva luknjo in dava jagodo noter. Potem spet zasujeva luknjo in Nataliju naročim, naj jo z bosimi nogami dobro potepta. Da drevo kavovca prvič obrodi, traja približno 7 let, rečem Nataliju. Takrat boš ti star 12 in jaz 18. Splezala bova gor in potem se bo videlo v San Augustin, rečem. Mogoče pa vse do morja. Zdaj sem prebrala še eno zgodbo, ki je, bom rekla, izven našega geografskega prostora, z imeni. Kje se ti utrnejo? Prej si mi tako lepo rekla, ne, dopoldan si arhitektka, popoldne si pa pisateljica na nek način. Kje se utrnejo zgodbe oziroma kakšna mora biti ajda, da se zapiše? Ne? Ker vemo, da zgodbe se utrnejo, pa lahko tudi uidejo, pa se vrnejo, ene se ne vrnejo. Si delaš zapiske, si delaš tako kot, ne vem, arhitekturno to vertikalo gradiš, recimo, ko smo se včeraj pogovarjali. Kakšna moraš biti, da se zapiše potem tudi zgodba? Ja, delam si zapiske, ki se potem kdaj k njim vrnem, kdaj pa tudi ne. Ampak ja, tako kot smo v bistvu že prej rekli, kakšna mora biti ajda, predvsem mora biti na varnem. Takrat je bilo res fino pisati tole knjigo, zaradi tega, ker so pač res bili neki eksistencialni pogoji moji izpolnjeni oziroma je bilo za njih poskrbljeno, tako da takrat, kadar pač ima človek čas, kadar se mu ni treba ukvarjati s temi bazičnimi potrebami, takrat se potem lahko ukvarja z lepimi stvarmi, kot je literatura. In si želim, da bi to lahko še naprej počela, no, ampak ja, neka ta mentalna kapaciteta mora biti osvobojena, vsaj pri meni. Eni ljudje pravijo, da najboljš pišejo takrat, ko jim je hudo. Jaz pa se mi zdi, da najboljš pišem takrat, ko mi je dobro, pa sem zadovoljna, pa lahko to počnem tako srečno in zadovoljno in ja, s polno navdiha. Pesmi pišeš? Večino svojega najstništva in 20-ih sem pisala predvsem poezijo, ne vem čist, koliko je bila dobra, šla je v več različnih smeri, imamo razna obdobja, ajde, sentimentalna ajda je sploh bila zelo prisotna, ajda, ki čuti veliko patosa, ampak zdaj pa ne pišem več, skoraj nič poezije, no. Takrat se je zgodil nek ta moj preskok in sem ugotovila, da mi je to v bistvu ful bolj veselje, da je proza nekako na drugačen, mislim, da je lahko na drugačen način in da sem sama od sebe malo bolj oddaljena skozi prozo, tako da to mi je všeč v bistvu. Lažje jo krotim, no, to sem tudi nekje, se mi zdi, da že nekomu omenjala pred kratkim, da se mi zdi, da poezija malo z mano upravlja, s prozo pa jaz upravljam, no, tako da mi je to bolj ljuba pozicija. No, ker ena od ne kritik, pač pa mnenj v smislu kritiškega mnenja kot literarnih kritikov je tudi to, da je zbirka poetična in ni patetična, ne, kar je, ne, kar seveda... To si štejem za uspeh, ja. Ampak vendarle, recimo, zgodbe, kot je Svetozarjeva smrt, ena od zgodb, ki je napol hudomušno, črno humorna, pa vendar hkrati tako prvobitna in nas postavlja v neka ta zasmrtne prostore, če lahko tako rečem. Namreč Svetozar je gospod pri 60-ih, ki doživi nesrečo, ampak v vrečki nese konzervo fižola, poleg ostalih stvari, ker nosi to domov, ker mu žena naročila, da mora kupiti, da bosta prebranec kuhala. Zgodi se mu nesreča, njegov duh že začne odhajati, pač tako kot verjetno odhajajo naše duše, ko se nam zgodi kaj takega, kakorkoli. Ampak ta duh moraš vsaj toliko še ostati, da ta fižol dostavi svoji ženi, ne? Ker on je itak samo umrl, žena bo pa huda. In potem, zdaj sem že povedala bistvo, ta konzerva pristane pač nekje, da jo žena vidi in se verjetno vekomaj sprašuje, kako je to mogoče, da je ta konzerva tam. No, ampak to je samo ena od zgodb, v katerih se dotikaš teh
metafizičnih prostorov, te usporednosti življenja, za smrtnosti, kot sem rekla, se pravi duhov, morda tudi angelov, ne vem, kako si s tem svetom. Vem, da te ni strah, ne? Ker zelo lepo Ful me je te je strah. Ja, Aha. jaz sem kar V tem prestrašen smislu človek. spoštovanja? Ali? Ja, mislim, načeloma ne verjamem v paranormalne pojave, ampak kadar je tema in ura polnoč in sem mogoče v kakšnem hotelu center v In Novem nisi sama. mestu, ja, potem takrat se mi včasih zgodi, da me je blazno strah teh stvari. Danes te je bilo strah? Ne, danes sem sladko spala po zmagi. Ne, drugače mislim, da pač literatura je ali pa sploh vsa umetnost, no, ima to zmožnost, da pove tudi kaj, kar je bolj res od resničnosti. No, ne vem, to sem zdaj tako malo patetično rekla, ampak da lahko pove, pokaže stvari, ki jih čutimo, ki jih zaznavamo, ki vplivajo na nas in usmerjajo naše delovanje, pa niso nujno res v tem klasičnem smislu. Meni se zdi, da ima Werner Herzog, režiser dokumentarcev, je enkrat fajn opisano in k tej definiciji se večkrat vračam, se zatekam k njej, da obstaja ta računovodska resnica pa ekstatična resnica. No, in pač ta računovodska resnica je suhoparna, otipljiva, materialna, to, kar se da povedati s podatki. Ekstatična resnica je pa to, pač, kar ni nujno res, ampak je v bistvu še bolj resno. Tako da, ja, ti duhovi, ta paralelna življenja, dvojniki, ne vem kaj, to je pač način, kako ubesediti ali pa pokazati stvar, ki jo občutimo, čeprav jo ne vidimo, mogoče, ali pa tako nekako. Ta ideja dvojnika, ne, te tako pozitivno iritira. Tudi ena od zgodb je, ko ženska pravzaprav se domišlja, da vsaj 3 svoje dvojnice je pa že videla. Si mi dala ful za misliti, ko včasih se nam zgodi, pa nekdo reče, ti si pa čisto podobna tistemu, pa greš pa pogledat tega, pa se nič ne zdiš podoben tistemu. Ne vem, če se vam je to že kdaj zgodilo, da drugi ti pripisujejo dvojnike. Ampak to, da pa sam sebi pripisuješ dvojnike, to se pa nekako še nisem sama s tem ukvarjala, ampak sem se prek tvoje zgodbe začela s tem ukvarjati. Imaš ti svojo dvojnico nekje tam, v Gvatemali morda? Ne veš, ne? Mogoče, ja, zna biti. Vem, da obstaja še ena oseba v Sloveniji, ki je ime Ajda Bračič. Si ti Bračič? Ja, mi smo doma rekli Bračič, ja. Ampak me ne moti tudi, če, mislim, vem, da je bolj, da je ljudem bolj naravno, če rečejo Bračič, tako da. Ja, mislim, da je iz Maribora, no. In v bistvu sem že razmišljala, Ajda Bračič, če slučajno to gledaš, lahko stopiva v stik. Sem že razmišljala o tem, da bi naredila neke vrste srečanje z njo, ja. Ampak ne vem, a je to bizarno, verjetno bi se ženski to zdelo malo nenavadno. Mislim, da je stara tudi podobno kot jaz to. Še celo to? Ja. Ampak je pa blond. Vsaj nekaj, ne, da je malo drugače. Pa verjetno ni ravno včeraj dobila nagrado Maruše Kresene za svoje kratkoprozno delo. Mogoče sem pa jaz napačna. No, zdaj pa že gremo. Zdaj se bomo pa vrnili na to čistino v tvojih likih. Namreč ena od, ko sem šla malce seveda brat, vedno grem brat tudi ta kritiška mnenja, se mi zdela ena od definicij zelo, ali pa opredelitev zelo lepa, ker jaz se vedno prej sprašujem sama sebe pri branju, zakaj me nek lik ne govori, nek pa ne. Zakaj mi grejo nekateri protagonisti res na živce, saj sami veste. Kakšen ti gre na živce? Ne? Si pa ga bereš ali pa ga tudi ne, kakorkoli. Ampak tvoje mi ne grejo na živce. Kot sem že prej rekla, za tvoje navijam. Žal mi je, da se zgodi to v gori, kar se je zgodilo dvojčkoma. Zakaj ne? A bi lahko bilo drugače? Če ravno on njo še vedno potem tam vidi, pa sebe kot moškega čustveno na nek način morda osvoboditi, ko sem ga jaz doživela, ker je ona morala oditi. Ali pa če je gora, jima je presekala to dvojino. No in eno od teh mnenj je, da so tvoji liki čisti. Da so to čisti ljudje. Da so to ljudje v bistvu zataknjeni v neko svojo usodo in zaradi notranjih ali zunanjih okoliščin in
želimo jim, da bi jim bilo bolje. Kaj želiš, če zdaj pogledaš nazaj na vse te zgodbe, ki ste jih potem z Valerijo urednico izbrali, so zelo, kot si rekla, raznorodne, različne. Kaj pa je skupni cilj, ki si ga želela doseči s temi zgodbami, kot neko sporočilo? Ja, ne vem. Po mojem lahko vsak si svoje sporočilo izbere, ampak to, kar si omenjala, no, da so čisti, pa da so dobri, pa navijamo za njih, je v bistvu mogoče malo tam z namenom, da bi se še lažje ne mogoče poistovetili z njimi, ali pa tudi včasih, ampak da bi jih videli kot ljudi, ne glede na to, v kakšni situaciji se znajdejo, pač, da so to ljudje, tako kot mi, da pač, ne vem, vsak, ki ga srečaš, bije težek boj, ali kako že gre ta citat. Ampak ja, da bi mogoče malo vadili najprej na teh papirnatih osebah empatijo, pa popustljivost do ljudi, no. Ja. To se mi zdi, da je mogoče cilj, pa ne samo te knjige, ampak vsega, kar počnemo. Bi bilo lepo, če bi bilo tako, ja. Se ti zdi, da to res skoraj vsakega vprašam in zanimivo mi je, da mi da vsak od umetnikov, ustvarjalcev precej drugačen odgovor. Se ti zdi, da umetnost per se, oziroma v tem primeru literatura, lahko spremenja svet tukaj in zdaj? Glede na to, da v svetu, v katerem živimo, je včasih umetnost zelo obstranska zadeva, ne, tudi želijo, kapitalizem in tako naprej želi, da je, ker ne, ta nas zaustavlja, umetnost nas zaustavlja, literatura nas ustavi, moramo razmišljati, torej moramo biti sami sabo. V trgovini ti ni blazno, treba biti sam sabo, ne, pač ti drugi sugerirajo, karkoli že. Kakšna misliš, da je vloga, pa mogoče predvsem kratke zgodbe, no, ne, kot forme, ki pa mogoče ustreza majčkeno tej hitrosti, ne? Niti treba brati ne vem kakšnega dolgega romana, da prideš do tistega zaključka zgodbe. V kratki zgodbi se to lahko zelo hitro zgodi, posebej v tvojih, na katere so res kratke. Torej, umetnost kot taka, literatura kot taka, kaj v tvojem svetu spreminja in ali se ti zdi, da lahko spreminja navzven konkretno? Ja, mislim, da lahko, oziroma je to nekaj, kar tudi če ni res, mora biti stališče, ki si ga sami pri sebi ponavljamo. Po mojem, kar malo moramo tako se včasih prisiliti v to, da lahko, zato ker pač je nujno, da jo imamo. Wow, to sem zdaj neko samo nanašalno trditev povedala, ampak ja, skratka, moramo verjeti v literaturo, zato ker moramo verjeti v literaturo. Mislim, da lahko spreminja, če tudi človeka za človekom, mogoče ne sveta tako, ampak posameznike, ki potem spreminjajo svet. Tako nekako. Kar se tiče specifično kratke zgodbe, pa ja, mislim, razlog, da sem se jaz odločila pisati kratko prozo, je ravno to, da pač se mi je zdelo zelo fino eksperimentirati z različnimi oblikami in da je to ustrezalo oziroma še ustreza mojemu načinu življenja in mojemu značaju, da pač hitro prideš do rezultata in je stvar adakta. Ampak v arhitekturi ni tako. Res je, ja, ni tako. Mislim, se tudi knjiga ni tako, ne, v bistvu so to stvari, na katerih se dela kar dolg časa. Ja. Preden te bom prosila, če še ti nekaj prebereš, da slišimo še pisateljičin glas. Kakšna pa je Ajda, ko ve, da je napisala dobro zgodbo? Kaj se ne vem, greš po vertikali navzgor, spustiš nekaj, si daš par dni miru ali je takoj te že grabi nova zgodba, je kakšno pravilo? Skratka, kaj se zgodi v tebi, ko veš in kako veš, da si napisala dobro zgodbo? Spet 3 vprašanja v enem. Mogoče smo o tem že malo včeraj, no, se mi zdi, da veš, da je dober in da stoji takrat, ko neha biti del tebe, ampak postane neka svoja lastna stvar, ko je v bistvu tako, to je pa zdaj kar živo, ne vem, jaz tako malo tudi čutim, da
a ja, zdaj pa je, zdaj pa živi, zdaj pa to neka entiteta, ki je ločena od mene. No. Tako da tako vem in seveda je občutek krasen. Drugače pa jaz zelo nedisciplinirano pišem, žal moram delati na tem. In ne pišem vsak dan, tako da absolutno me ne grabi naslednja zgodba, ampak jih moram si izvleči iz pet včasih. In ja, nekaj sem še hotela povedati, pa sem pozabila. Mogoče se spomniš, ko boš brala. Kaj boš prebrala? Imaš svojega najljubšega otroka? Ali bo to orakelsko? Pa je kakšna zgodba, ki ti je najljubša? Mislim, zelo ljuba mi je ta prva, ta z dvojnicami. Aha, zdaj. Ja. Ampak sem pa v tem času od poezije pa do sem tudi ugotovila, da je zelo mi ljubše brati poezijo, kakor prozo, tako malo dolgočasno prozo brati v bistvu in poslušati. Ampak se bo. Ja, tako da Saj bom bo, prebrala piše. to, bom prebrala tole, saj bo, oziroma vsaj prvi odstavek, zato ker se mi zdi, da je mogoče na nek način malo sorodna poeziji. No. Danes smo pokopali babico. Zdaj vedrimo v njenem stanovanju in jemo pehtranove kolačke. Ne iščemo, pa vseeno najdemo. Črno-bele fotografije, šatuljo z nakitom, slušni aparat. Naši prsti so nespretni, med stavke urivamo dolge premore, v katerih je prostora ravno za širino njenih ramen. Tudi drugi so tukaj, gostje, ki so se prišli posloviti in na enega kratkega. Skrivamo se v njeni spalnici, radi bi se skrili pod mizo, v gost črnih nog, kjer nas nihče ne bi našel, a zato smo že preveliki. Dekleta bi rada šla kasneje zvečer ven, saj ne moremo ves čas jokati, pravijo, in si nohte trmoglavo zarivajo v dlani. Na vseh naših napravah se naenkrat pojavi povabilo, povsod je noč, povsod osamljeni ljudje. Preigravamo različne možnosti, iti ali ostati. V resnici smo se že odločili in je rezultat neizogiben. Dajemo si opraviti s posodo, s priborom. Eno izmed deklet si ogrne babičin plet in takrat jo šele zares zbrazi. Odklonimo nove kolačke, pokimamo steklenici, poljubimo mamo. Tako pač je na svetu, radi te imamo, babica zdaj počiva in tako dalje. Naše roke so hladne in glasba nam gre rahlo na živce. Nočemo govoriti o tem, a vsi nam izrekajo sožalje. Sedimo za mizo in kadimo cigarete, s prsti drsimo čez začetnice, urezane v trd les. K plus A. Čas strvi skozi nas, saj bo, saj bo. To je prvi odstavek. Kdaj si moraš v življenju reči, saj bo? Non-stop. Res si veliko govorim, zelo veliko uporabljam to frazo, ne sam zase, ampak tudi, kadar ne veš, kaj reči, rečeš, saj bo. Kaj pa saj je? Wow, do tja pa še pridem. No, ampak mogoče zdaj preden dava priložnost še za vprašanja. Že včeraj sem uporabila to besedno zvezo, ki si me nekje prebrala, raziskovalka smrti, pa se strinjaš s tem, ne? Kar nekaj je smrti, v vseh 4 zbirkah je kar nekaj smrti, ampak spet ne na ta svetoboljski način, ne, patetičen, ampak pač smrt kot del življenja, kot prehod, ki morda celo napoveduje nov začetek. Skratka, zanimivo mi je, ko praviš, da si moraš ves čas govoriti, sej bo, ne? Ker v tvojih zgodbah se zdi, da si zelo spravljena, tudi s to minljivostjo, s tem, da ja, babica umre, pa daš njen plet gor in te šele takrat zmrazi, ker je toliko ene farse okrog vsega, pa duhovi in to, kar so se pogovarjali. Kako si s tem, s to raziskovalko smrti, no? Mislim, moram reči, da prvič slišam to, mislim, sem včeraj prvič slišala ta naziv, ampak nisem nezadovoljna z njim. Ja, tako malo darkarski, kar mi je všeč. Ne vem, jaz nisem tako zelo pomirjena, ampak se trudim biti in mogoče so pač tudi te zgodbe način, kako to poskušam početi, tako da me veseli, da je ton tak, da navdihuje pomirjenost.
Ja, upam, da tudi zame ta pomirjenost pride, no. Saj slej ko prej mora. Lažje je verjetno, ne vem. Kakšno vprašanje z vaše strani? Če tudi še niste brali, Ajda je taka, en tak dragocen vir. V bistvu sem presenečena, Ajda, jaz mislim, da si starejša glede na to, kaj pišeš, ker nikoli ne grem prej, jaz najprej berem, potem grem pa se pozanimati o avtorju, da nimam predzgodbe, ne. In sem bila prepričana, da je Ajda gospa srednjih let, ki že v življenju precej doživela. Saj nisem tako daleč od tega. Okay. Dobro, pustimo srednje leta, so zelo relativna zadeva, ampak kakšno vprašanje? Potem bom jaz, ja, gospa, izvolite, prosim. Izbrali naslov Leteči ljudi. Zanimiv naslov je. Ja, hvala. V bistvu eni zgodbi je naslov Leteči ljudje, ki govorijo o zgodovini letenja v resnici malo. Pol se mi je pa zazdelo, da je to dober naslov za celo zbirko, zato ker v bistvu povzema to premikanje gor-dol, ki se pojavlja v velikih zgodbah, pa to, ne vem, človeško željo po dvigovanju, da vedno hočemo nekam naprej, kljub temu, da pademo, pa potem spet se vzpnemo. Lep naslov, ne? Lep naslov mi je všeč, ker danes je pa to hitenje vodoravno. Lepenje. Ja, naprej. Ne? Ja. Ja, pa še to, no, da... Rani divni biki. Ja, imate prav, dobro, zanimivo horizontalno hitenje. Hotela sem še to dodati, no, da se mi je zdelo tudi zabavno, da je mogoče naslov malce zavajajoč, zato ker Leteči ljudje, recimo vsaj mene bi asociirali mogoče na eno znanstveno fantastiko ali pa kaj takega, ali pa na pač neke stripovske junake, ki letijo, ampak v bistvu tukaj absolutno tega ne dobiš, no. Tako. Dobiš pa lebdeče ljudi v svojem življenju. Tako se mi zdi, da nekateri lebdijo, so malce pasivni, pa potem vsem zagrabijo svojo zgodbo oziroma svoje življenje, pa ga spet spustijo. Skratka, res ne moremo, sploh ne moremo okolupiti tvojih zgodb, kar je za nekoga, ki se pripravlja na pogovor, včasih zelo tečno, zato ker pač enostavno ne moreš okolupiti, ampak po drugi strani je pa to za branje toliko lepše, zato ker pravzaprav ne zapira prostorov nekih predstav, vsaj mojih ne. Tako da berite Ajdo Bračič, Leteče ljudi. Zadaj piše: zvečer od znotraj osvetljene hiše postanejo papirnati lampijončki, mesto pa je tiha, spokojna zabava, na kateri nihče ne pleše. 1000 tonov peke in betona se neslišno odtrga od tav in odlebdi v vesolje. Pa smo spet pri tej vertikali. Od tu naprej govoriva o vertikali navzgor, ne toliko o horizontalnem hitenju, ko gre za pisanje, kam greš, Ajda? Kaj se dogaja? Ja, zelo sem vesela teh nagrad in nominacij in tako, ampak moram pa priznati, da trenutno to pomeni tudi, da se zelo obremenjujem s tem, kaj bom napisala naprej. Tako da moram v bistvu na vse to skupaj malo pozabiti in iti pisati. Ja. Ampak saj nekaj zgodb je še ostalo, ne, iz te zbirke, oziroma ko si pisala, niso vse zgodbe v tej zbirki, to se pravi, imaš nek nabor uporaben? Mogoče bojo nekoč nekje našle svoje mesto, ja. Mislim, predvsem niso objavljene zato, ker niso pasale v kontekst, ker so bile mogoče še malo bolj daleč stran od tega centra te knjige. Mogoče, ne vem, upam, da to ni zadnja zbirka kratkih zgodb, no. Želim si pa tudi kaj daljšega napisati. Zdaj si mi prebrala misel, moje naslednje vprašanje je bilo, kdaj lahko pričakujemo roman, kjer se boš morala bolj poglobiti, kot si rekla, ne, da je tukaj fino, da lahko malo ostaneš na površini likov, če tudi ne, se mi ne zdi, da ostaješ na površini. Roman? Ja, mislim, zanima me to, kaj se zgodi med bralcem in delom ali pa med avtorjem in delom pri daljših tekstih, ker pač se mi zdi, da se vzpostavlja en drug odnos, tukaj se zelo hitro zagrabiš in spustiš, ne, tam je pa to ena stvar, ki se razvija in je tudi pač zame kot osebo to
zanimivo. Nisem blazno disciplinirana, malo imam težave s dolgotrajno pozornostjo. Tako da se mi zdi, da je to dobra vadba tudi zame, da v bistvu poskušam pri kakšnem projektu vztrajati dalj kot en mesec. No, zdaj pa res še za konec. Zdaj sem te spraševala o daljnosežnih planih, kaj pa načrt za danes, trenutek Novega mesta, ki te še čaka nekaj, oziroma podaljšan trenutek. Greš še malce po Novem mestu, te bomo še malce zadržali tu ali je? V bistvu se bom verjetno kar odpravila v Ljubljano, zato ker me tam čaka kosilo, kuža, fant in ja, sem Nekaj obljubila, da bom na razlogov. kosilu doma. Naslednjič jih pa pripelju v Novo mesto. Ajda Vračič, najlepša hvala. Hvala za vse zgodbe, hvala za ta pogovor. Jaz bi vam z veseljem rekla, kupujte to knjigo, pa lahko kupite le 2, namreč zato, ker knjiga je razprodana, čakamo na ponatis, lahko jo pa naročite. Ne? Vesna bo poskrbela, Jeder bodo poskrbele dekleta, da pride knjiga do vas. Zdaj pa tiska bo hiter, ne? 2 pa je še mojo, če bo res nujno, podam, če bo res nujno. In to je to. Hvala lepa za ta skupni dopoldanski zajtrk. Ajda, ob letu v Soraj pa upam in verjamem, da spet, če tudi samo kot gostje. Ja, absolutno. Hvala tudi za odlična vprašanja in pogovor in vam vsem, ki ste prišli. Hvala in en lep dan še naprej.